Še dober teden in nazdravljali bomo novemu letu. In prav zadnje dni starega leta je najbolj živahno v mestih. Polne pa so tudi stojnice s praznično pijačo in jedačo. Kuhano vino je tudi letos že po tradiciji prva izbira obiskovalcev ljubljanskih stojnic, glede hrane pa nepogrešljiv del je vse bolj priljubljeni šmoren. Prodajalci mu pravijo kar ikona decembrskih stojnic. Kako ga pripraviti, pravilno pripraviti in tudi kako kuhano vino, Tanja Volmut. Po mestnih ulicah se decembra stojnic širijo praznične dišave, tudi zaradi šmorna. Najprej smo naredili dobro maso, jajca, mleka, moko, malo soli. Potem pa smo zdaj to spekli. In skrivnost malo drugačne priprave. Damo sladkor, počakamo, da se naredi karamel in potem na tole vse skupaj dodamo še maslo. In to je pravzaprav naša skrivnost, ki sem jo danes sam tebi zaupal, je prav? Ne boš komu povedala naprej? Ne bom povedala naprej. Samo vsi, ki gledajo televizijo. Evo, zdaj dodamo maslo. Brez masla mi živeti ni, ne? Evo. In zdaj se bo šmona tudi zasvetil. In glede na to, da to imamo zdaj za odrasle, ne za otroke, bo zdaj še nekaj naredila. Nov let! Trik, ki da sladici nepozaben okus. To smo dodali zdaj rum, ki pa alkohol izklepi, na drugi strani pa arome od ruma ostanejo noter in dodamo še tisto piko na i. Zdaj pa zraven postrežemo dobro jabolčno čežano, lahko kakšen čokoladni preliv in pa seveda na koncu malo sladkorja v prahu. Zdaj to sem bo nakazala. Ta snežni moment. To pa je decembrska pijača, številka 1 na stojnicah. Recept, kako ga naredite? Cimet, klinčki, mogoče kakšna rezina pomaranče. Sladkor, cimet, pomaranče, to. Ni treba preveč čarati z kuhanim vinom. Doma ga naredite? Ja. Ker je boljše ali ker je... Ja. Doma, kje vem, kaj je. Stojnica ali pa doma, kje je boljše? Na stojnici. Vam je boljše? Ja, pa če je družba. Strokovna priprava kuhanega vina. Absolutno vino potrebujemo za to. Mi ga mešamo približno, recimo nekje tam četrtino dodamo vode, predvsem zaradi tega, da ga malo ublažimo, potem pa dodajamo sladkor, ne preveč. In seveda začimbe. Kar je pa pomembno pri kuhanem vinu, da ga ne segrevamo preveč, da tisto ne pobegne, zaradi česa gremo na kuhano vino, ker če ne, vzamemo čaj. Zraven pa se najbolj poda šmorn. Izvolite.